Odločitev politikov, ki želijo sedež v Evropskem parlamentu, ni bila težka. Komu ste vi namenili svoj glas? Trikrat tako gibate. Sem volil za najboljšo listo. Ja, no, tako kot se pričakuje, če volim za neko stranko, za katero pač kandidiram, je jasno, ko sem volil. In prav vsi, ki so glasovali za najboljše stranke in najboljše kandidate, so upali na najboljši izid volitev. Pričakujem zelo dober rezultat. Mislim, da bo presenetljiv. Zdaj sem prepričan, da bomo dobili, ker imamo predsednika na prvem mestu in na drugih dveh mestih dve podpredsednici. Želim si tudi, da bi moja lista zmagala na teh volitvah v Sloveniji. Pričakovanje bodo potrdili seveda volilci danes na voliščah. Zdaj je v rokah volivcev, da odločijo. Kdo bo 5 let sedel na modrem stolu in užival ob fini plači z vsemi dodatki, ki jih omogoča Evropa? Do objave volje ljudstva pa bodo dan preživeli vsak po svoje. Zdaj grem na nogometno tekmo vnuka. Imamo tisti, da bom šel še kaj leteti. Tega je zdaj manjkalo. Letos sem še le 1 uro odletel, kar je sramota za pilota. Kljub prostemu popoldnevu pa so kandidati kakopak že zazrti v poslanstvo v Evropskem parlamentu in konkretne naloge. Pričakujem, da bom deloval na istem področju, torej za mladino, kulturo, šport, izobraževanje in pa tudi kmetijstvo. Želimo dati več našega glasu, se pravi Slovenije, v Bruslju, da nismo samo izvrševalci, ampak aktivni tudi ustvarjalci evropske politike. Zakaj je treba biti v EU-ju aktiven, pa je pojasnil kar predsednik države. Evropa je pogoj za mir, za varnost, za stabilnost. Čemur pa Evropejci vedno manj verjamejo, kot tudi temu, da lahko njihov glas vpliva na evropsko politiko. Konec koncev pa je pomemben tudi šov.